Dober večer, Franci Rogač. Živijo, Kako si? fantastično. Daj mi povej, kako kaj tvoje pravljice kaj. Ja, zdaj so se nastajajo nove. Zdaj se vračam v čas Hansa Christiana Andersena, v čas Velinov in Velink. Spet sta nekoč pred davnimi časi. Tako da bo imela spet pravljica en tak poseben pomen. Tako. A lahko kaj več poveš? Ne, to še skrivnost. Zgač pa zdaj, bomo še kaj še napisali, ne? Probali kaj še se zdati. Koliko knjig si do zdaj izdal? Koliko pravljic? Ja, če bi zdaj rekel, je 7, ampak 3 ponatise, pa en roman, torej bi rekel kar 11 knjig, no. Ampak zdaj to je težko razložiti, no. Daj kaj v tem romanu povej. Ja, roman Ključ brezdomca, to je moja resnična zgodba. Resnična zgodba. Resnična. Ja, moje življenje na punk sceni. Zdaj pač predelujem, da bom za ameriško tržišče, upam, da mi uspem. Aha, si to... Zdaj predelujem, še pojočujem. Mislim, roman še malo obdelujem, zato ker se mi zdi, da mora za ameriški trg biti hard. V kolikih letih je tebi to uspelo? Ja, v 5 letih. 2002. 2002. Noro, ne? Tako da, ja, to je posebno. Moje želje so, da bi imel to poslanstvo s pravljicami, ne? In da bi otroke hodil po Palestino, ne vem, v Izrael, pa bi tam podaril Palestincem in Izraelcem pravljice, ne? In pokazal gesto, da se pač morajo biti med sabo radi, ne? To je to. Se pravi, da bi šel tudi tja in jim bral pravljice. Kaj pa ne, če bi štekali angliščino Poljane. Zdaj pač, če bi tam prevedel tiste njihove jezike, pa bi nekdo tam prebral, ne? Sej, meni je samo važno, da daš. Sej, pač ni važno. A jaz moram to prebrati, ne? Drugače pa svoje pravljice bereš slovenskim otrokom, ne, v zadnje čase. Vsem, ki radi poslušajo pravljice, od 0 do 165 milijonov let. A si jih bral tudi morda kdaj kakšnemu politiku, ali pa ne vem, znanemu Slovencu, ali pa kakšni taki posebni priložnosti? Mislim, da sem, sigurno sem zdaj pa že. Pa bili so kakšni, da je zdraven, ko sem bral pravljice, ne, kakšni velike preditve, ja. Sem, ja. A so jih razumeli? Seveda, vsi so tudi oni otroci. So, ne? Ja. Eno štorijo sem prej slišala, o prekmurski Ja, to je šoli. najlepša moja štorija v življenju. Sem nastopil v osnovni šoli Murska Sobota 3 in na koncu te bralne urice, pravljične urice, me otroci vprašajo neka vprašanja, ne? Pa me ena deklica v prekmurščini, ne? Znate, kaj vas ga bi nekaj pitala, ne? Kdo to vi to prej pišete pravljice za nas otroke, ne? Pa ste tega znam gučati prekmurske, vam mora reči po slovensko povedal, ne? In rečem, no, pišem pravljice po noči, ko vi že sladko spite, nekje ob 1:30 zjutraj, ko že zdavno na nebu sijo čarobne zvezdice, takrat izpedala vzamem svečo, jo prežgem. Kaj vi ne smete brez starša to početi prižigati sveče, ampak pišem pravljice ob sveči, zato ker je bolj mistično, ne. Pa sem mislil, da sem že odgovoril, pa vidim, da to mala deklica nekaj matra, ne. Rečem, mala deklica, a sem ti slučajno kaj narobe odgovoril, ne? Pa ona tako, ne, znate, kaj sem premešvala, kaj nemate doma elektrike? Tako da, to je bilo meni najlepše v Prekmurju mi je zdaj, tako mislim, da je to moj drugi dom. Ampak resno, kako nastajajo pravljice? Je tako, da se lahko zmislim pravljico. Tako, evo, nekoč je bila čarobna kamera, s katero se je pravljični, ne vem, kamenček odpravil z dno po celem svetu in ugotovil, da ni samo kamen, ampak je del celote celega sveta in je potem bil ful srečen na koncu življenja, ker lahko vse ostale kamne premikal in spreminjal življenje. Imajo tvoje pravljice vedno srečen konec? Vedno bojo imeli in še zmeraj bodo, zato ker verjamem, da mora biti srečen konec, ker kaj potem še svetu prostane, če bi bilo nesrečen konec. Mislim, da morajo otroci še ne verjeti v neki boljši jutri, no. Upam. Najlepša hvala, Franci. Ja, nek pa nekaj.